Letos sem šla na Erasmus prakso na Češko, in sicer v en majhen grafični studio, ki se nahaja v Pragi. Odločila sem se, da bom te 3 mesece malo dokumentirala, in nastal je ta videodnevnik z vsemi vzponi in padci v deželi piva, kafke in krtka. Danes se javljam iz novega apartmaja. Približno 2 tedna nazaj sem se poslovila od Vinohradov in od svojega ikoničnega pralnega stroja in prišla nazaj v Žižko. Ampak zdaj živim v predelu Žižka, ki je tako ful bolj chill in vzdušje je ful bolj normalno. Oktobra sem bila zelo blizu tunela, ki povezuje Žižko in Karlin. In v tistem tunelu so ljudje sredi noči kričali in peli, tako da to je bil tak zvok iz moje spalnice oktobra. Zdaj pa živim zraven ene osnovne šole, kjer so zadnjič eni otroci imeli tak nastop s pevskim zborom in so peli božične pesmice. Tako da to je tako zelo zanimiva tak juxtapozicija med oktobrom in decembrom. Še ena pač velika stvar, ki jo moram omeniti, novice iz Prage zadnje čase niso spodbudne. Prejšnji teden se je zgodil en grozljiv incident na Filozofski fakulteti, kjer je ogromno ljudi izgubilo življenja, kar je pač res grozljiva misel, sploh ko pomisliš, koliko ljudem se je zdaj v času praznikov tako spremenilo življenje zaradi tega. Bom dala nekaj resursov, od katere peticije podpisati, kam donirati, kako poskrbeti za svoje psihično zdravje. Vse, kar najdem, bom linkala. Nasploh se mi zdi, da v času božiča je tako vzdušje v zraku tako ekstra histerično, ker dobivaš iz okolja cel čas impulze, da je to tako najlepši del leta, tako vse je super, vse je fajn, tako lučke so, marketi so. Po drugi strani pa vidiš, kako tako svet dobesedno razpada v tem trenutku in potem moraš to nekako balansirati znotraj sebe, te kontradikcije. Se mi zdi, da je fajn se malo tako distancirati od tega pač fake božičnega vzdušja. Letos sem za praznike ostala tukaj, nisem šla v Slovenijo, tako da moje darilo domov je potovalo po pošti. S prijatelji, ki jih imam tukaj, smo organizirali mednarodno božično kosilo, kjer smo tako pripravili jedi iz svoje države, tako da smo imeli tako in italijanske in turške in slovenske stvari. In je bilo tako najbolj alternativna stvar, ki sem jo kadarkoli bila tako deležna. Tako najbolj zanimiv božič, mogoče nasploh v mojem življenju. Tako da sem ful hvaležna, da sem imela priložnost tako spoznati kul ljudi tukaj, pa tako z njimi preživeti praznike. Tako da to je zaenkrat vse. Like that. Take it and shake it.
As much as you can. More. Okay. Yeah, it will fall, but does not matter. Like, wow. Then, so looking forward. Hej, srečno novo leto, prvo kot prvo. Malo sem pozabila, da moram tako še kaj updatati v tem videodnevniku in nisem nič snemala, tako da moram zdaj malo nadoknaditi za nazaj. Nazadnje mislim, da sem govorila o božiču. Tisti teden, ko sta bila božič pa novo leto, sem se takrat vsi družila in sem izpraznila svojo socialno baterijo. Tako da sem potem novo leto preživela v samoizolaciji, v bistvu tako na klicu z družino. Ampak sem bila pač, ostala sem doma, tako skuhala sem večerjo. Naslednja stvar, zdaj se tako počasi izteka tako moj čas v Pragi in včeraj sem prvič me je tako doletelo to dejstvo, da grem čez par dni nazaj domov. In sem tako cel dan jokala. Ker je tako žalosten ta koncept, da tako prideš nekam na novo, tako si zgradiš življenje, spoznaš ljudi, tako imaš življenje, ki ga moraš potem naenkrat tako pustiti za sabo tukaj. Probam zdaj pač tako čim bolj izkoristiti ta kratek čas, ki še ga imam tukaj. Vem, me strah, da sem malo tako nevrotična zadnje čase. V sredo se selim še v en apartma, ker sem si tako za grand finale rezervirala en taki apartma, ki mi je tako bil ful všeč, tako da pridem dobesedno samo za en teden tja. Vse poslovilne večerje pa to se planirajo v tistem stanovanju. Ena tako ful smešna stvar, ki se je zgodila, je to, da ena daljna sorodnica Zoja je po nekem naključju v tem semestru ravno tukaj v Pragi, pač na Umpromu. Nisem vedela tega tako do par dni nazaj, tako da sva dobesedno že cel čas tukaj, pa se nisva tako do par dni nazaj tako videli sploh, ker nisva vedeli tega. Najbolj smešna stvar je to, da sva ugotovili, da sva hodili tako na ista mesta, tako v iste kotičke mesta. Recimo tako na tisti Comics Art Festival smo bili tako obedve tam, ampak ob različnih dnevih. Tista gospa pri Strip Burger stojnici je Zoji rekla, da pač sta bili že dve Slovenki tukaj pred njo in ena od teh sem bila jaz, kar je tako okej, random. Mislim, da je zaenkrat to vse. Se javim verjetno iz naslednjega apartmaja.
Hej, danes se javljam iz svoje sobe v Mariboru. Prejšnji teden se nisem uspela nič javiti iz zadnjega apartmaja, tako kot sem rekla, da se bom. V bistvu sem tako cel čas gnjavila ljudem, če pridejo na obisk, in pol sem živela v trenutku in nisem tako bila preveč v reflektivnem moodu. Zadnji teden v Pragi je bil verjetno moj najljubši izmed vseh 3 mesecev. Dosti časa sem preživela z ljudmi, ki mi dosti pomenijo. Imela sem dosti takih kvalitetnih pogovorov in poslovilnih druženj, tako da sem zaključila tako zelo pozitivno ta izlet. Enkrat vmes smo ujeli en ful cool gig v palaču Akropolis, to je v Žižkov. En portugalski tak indie rock band je bil tam in bilo nas je tako mogoče okoli 20 in je bilo tako ful super vzdušje. Tako da upam, da postanejo tako mega slavni in lahko rečem, da sem tako bila na njihovem tak koncertu, ko nas je bilo 20 in sem si na koncu rekla hvala za tistim, ki je igral synthesizer. To je bilo ful smešno. Tako da to je bil en izmed vtisov iz prejšnjega tedna. Zadnji dan v Pragi pa je bil zelo dramatičen. Pač po svoji dramatični naravi sem seveda šla obiskat vse svoje postaje, na katerih sem živela, kjer so pač bili moji apartmaji. Tako da sem šla od Svatoplukove do Lipanske, potem Biskupcovo in potem na koncu še do Jižjih Gospodje Brat. In potem sem šla na en sprehod in še do Male Strane s podzemno. Imela sem v glavi, da moram tako čim bolj izkoristiti tramvaj in podzemno, ker bom ful pogrešala tak zanesljiv javni prevoz. Šla sem v Arctic Bakehouse in sem si kupila rogljiček in potem sem prodajalki povedala, da je to eno mojih najljubših kotičkov v mestu in da imajo ful dobre rogljičke in da jih bom pogrešala in da jih ljubim iz dna svojega srca. Potem sem pa šla s tem rogljičkom nazaj domov in zvečer potem še zadnja druženja, preden sem šla domov. Tako da to se mi zdi. Moram reči, da sem pač ful izjemno hvaležna za to priložnost, za te 3 mesece. Ne v bistvu samo tako v kariernem smislu, ampak tako glede na osebnostno rast se mi zdi, da pripomoglo moji samozavesti, da sem tako sposobna sama preživeti v neki tuji državi, spoznati ljudi, graditi kvalitetne odnose, spoznavati tako tujo kulturo. Tako da šouta od Evropske unije, da sem lahko prišla v Prago za 3 mesece. Pa lepim ljudem v Pragi, ki so mi spremenili življenje. Tako da to je to. To je tako zadnji videodnevnik. Tako da zdaj se moram posloviti. Pa, nashledanou. Se vidimo še kdaj.